Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke. Tema je več kot jasna, to, kar se je včeraj zgodilo, ni primerljivo s ničemer, čemer smo bili priča v več kot 20 letih samostojne poti države Slovenije. Prvič se je zgodilo, da je sistem varnostnih in obveščevalnih služb ostal popolnoma brez nadzora, kajti koalicija je preprečila s svojim glasovanjem, da bi postavili parlamentarno komisijo, ki ima edina pooblastila za vsebinski nadzor nad delom obveščevalnih in pa varnostnih služb države Slovenije. To seveda odpira številna vprašanja. Vsi vemo, da je temeljno načelo in temeljna dilema, s katero se srečuje vsaka demokracija, prav ta, kdo nadzira nadzornike. V danem primeru stvari pravzaprav grejo direktno na mandatarja, na predsednika vlade, gospoda Cerarja. Namreč morate vedeti, da je v Sloveniji že dlje časa uveljavljen sistem, da je ključna obveščevalna služba vezana neposredno na predsednika vlade oziroma na njegov kabinet. Se pravi, ne na neko ministrstvo, ampak direktno na predsednika vlade. Dejstvo, da je torej ta predlog za to dejanje, da se komisije ne imenuje, prišel prav iz njegove stranke, seveda tukaj odpira številna vprašanja, povezana s vprašanji demokracije, nadzora in tudi etike, o kateri ima sicer dr. Cerar izjemno veliko zapovedati. Zdaj smo priča situaciji, ko ni ničesar definiranega, nobenega roka, do katerega ne bi to komisijo imenovali. Trdim, da je potrebno imenovati takoj. Prva priložnost bo najbrž že v četrtek, če bo dejansko opravljena izredna seja in komisija bi morala začeti s svojim delom. Namreč dileme, ki so bile navedene kot razlog, so, če jih pogledamo strani, blago rečeno smešne. Vsakemu od poslancev lahko poteka katerikoli trenutek postopek nadzora, kot se temu uradno reče, s posebnimi metodami in sredstvi. In nihče, seveda, o tem ni obveščen, se potem take metode sploh ne bi bile uporabljene. In torej reči, da nekdo ne sme biti v tej komisiji, ker bi lahko videl, kaj se pravzaprav dogaja, je milo rečeno sprenevedanje, da ne rečem še kaj hujšega. Zlasti, če vemo, da je prišlo to kot ključno vprašanje s strani že prej, se pravi poslanske skupine Alenke Bratušek, oziroma konkretno gospoda Möderndorferja, ki bi glede na svojo nekdanjo službo in glede na postopke, ki so v zvezi s šefom v njegovi nekdanji službi in pa s svojim položajem, pa tudi z nekaterimi stvarmi, v zvezi s katerimi je on izrecno omenjan, pravzaprav bil tudi lahko zelo hitro predmet kakšnega pozornega postopka. No, ampak tudi, če pustimo to nekoliko smešno vprašanje ob strani, je nekaj, kar je mnogo resnejše. To pa je dejstvo, da je v Sloveniji žal pravna in pa, če želite, politična kultura taka, da je v parlamentu v vsakem sklicu kar nekaj nekdanjih predstavnikov službe državne varnosti, to se pravi tajne policije totalitarnega režima ali pa KOS-a, in nekateri od njih, ne boste verjeli, so bili celo predsedniki komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. Je približno tako, kot če bi kuža svoj lasten rep lovil. Ni čudno, da se o minulih obdobjih ni nikoli našlo kaj posebnega. Zdaj, zakaj je torej, če vse to poštevamo, prišlo do tega? Mislim, da je stvar jasna. Zaradi tega, ker se v teh službah na smrt bojijo, da bi bil ta nadzor učinkovit. Namreč Janez Janša je že bil član v enem od mandatov te komisije in ne boste verjeli, v enem od mandatov parlamenta so ravno s nenapovedanim nadzorom se strani te komisije našli neke dokumente, kasneje se je izkazalo, da so v celoti ponaredki, se pravi produkt ravno zlorabe teh tajnih varnostnih in obveščevalnih služb, po katerih naj bi SDS, če me spomin ne vara, trenirala, kaj že, osvobodilno vojsko Kosovo ali nekaj podobnega v Sloveniji. Kar se je seveda kasneje razgalilo kot popolna bedarija in konstrukt, ampak to seveda veliko pove o tem, zakaj in na kakšen način se
te službe uporablja. Celo v tistem obdobju, ko so formalno pod parlamentarnim nadzorom. Kaj se dogaja zdaj, ko niso, prepuščam vaši domišljiji. Zdaj pa še nekaj samo dodatnih pomislekov. Poglejte, uraden edini rok, o katerem je bilo rečeno, da se ga bo čakalo, naj bi bil odločitev o mandatu predsednika SDS Janeza Janše. Že to, da tak proces poteka v tem parlamentu in da se to navede kot nek razlog, je seveda milo rečeno nekaj, kar to državo pokaže v zelo čudni luči. Ampak v zelo čudni luči od nekaj, kar nima nobene zveze z demokratično Evropo in evropskimi vrednotami, ampak kar sodi v nek drug prostor in čas precej bolj proti Zahodu po kakšnih 50 let nazaj. Namreč, če se bo enkrat presodilo o tem mandatu, to vseh teh ostalih stvari pravzaprav v ničemer ne pokaže v nobeni drugi luči. Na to pravno nič ne vpliva. To se pravi, že tukaj jasno, da gre za izgovor. In zgolj zavlačevanje časa, zato da parlamentarnega nadzora sploh ni. To se hoče preprečati. V drugi strani pa vsi, ki imajo vsaj minimalno znanje, itak vedo, da bo tista sodba, o kateri govorimo, razveljavljena v celoti. Vprašanje je samo kdaj in kje. Ali bo to zmoglo Vrhovno sodišče, če ne si pogledajte, kaj je napisalo Ustavno sodišče v svojem mnenju in pa v občenih mnenjih, pa vam bo jasno, kje se bo ta zgodba končala. In to za slovensko pravosodje na zelo neslaven način. To se pravi, ostane samo še vprašanje dopustnosti odvzema mandata. Rekel sem, da je sramota, da se to v Sloveniji v tem trenutku sploh odpira. Kajti vsi, ki so nek relevanten faktor v slovenskem pravosodju in pa zlasti v ustavnem pravu, se strinjajo o eni točki, da ko ima nekdo mandat, se za neko okoliščino, ki je bila znana preden je bil izvoljen na mandat, nikakor ne more odvzeti tega mandata. Kajti danes, če bi na to šli, tisti, ki si to pravico jemljajo, konkretno vladajoča koalicija, ki zdaj formira neko komisijo za izgovor, si ne jemljajo samo pravico odločati o mandatu tega poslanca. To je v tem primeru samo eden, ki ga zadeva vprašanje njegovih človekovih pravic. Ampak odločajo tudi o aktivni volilni pravici 6116 volivk in volivcev, ki so mu dali svoj glas, ki so vedeli za to okoliščino in so vendarle njemu dali svoj glas. To se pravi, odločajo o pasivni volilni pravici, ki je človekova pravica ene osebe, in o aktivni volilni pravici 6116 volivk in volivcev v Sloveniji. To pa ni več šalo. In to seveda vsi ti ljudje zelo dobro vedo. O tem, da ta mandat ni možno vzeti, je popolnoma nedvoumno dala mnenje strokovna služba Državnega zbora in pri tem opozorila še na en element, o katerem se v Sloveniji ne govori, da obstaja tudi pravna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice v danem primeru. In da so vsaj 3 primeri, ko je presojalo in ugotovilo, da za okoliščine, ki so nastopile pred, je bil nekdo izvoljen, ni dopustno odvzeti mandat sred poteka, namreč, če citiram, da pasivna volilna pravica, ki daje pravico biti izvoljen, zajema tudi pravico do opravljanja mandata v celoti. In zaradi tega je to, kar se zdajle dela, zgolj spuščanje megle. Zato, da se vleče čas, da se očitno nekoga diskreditira, da se diskreditira s tem tudi stranko, ki jo vodi, in po drugi strani, da se preprečuje učinkovit parlamentarni nadzor, ki je edini vsebinski, ki sploh obstaja. S tem se seveda za gospoda Cerarja pusti prostor, da bo imel varnostne in obveščevalne službe brez dejanskega vsebinskega nadzora. Vsi ostali nadzori, ki so pri teh službah, veste, da so možni samo na kakšnem segmentu. Ali, ne vem, informacije uhajajo, ali se spoštuje delovno-pravna zakonodaja, vsebinskega nadzora, kaj pa te službe počnejo, in to je bistveno za demokracijo, pa razen parlamentarnega sploh ni možno po slovenskem pravnem redu uvesti.